Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Stik z naravo in avantura so ji bile položene v zibelko, saj sta bila njena starša, Monika Kambič in Klemen Mali, oba vrhunska alpinista, vedno zelo povezana z aktivnostmi v gorah in drugod v naravi. Živi v Squamishu, v provinci Britanska Kolumbija, na zahodni obali Kanade, a trdno ohranja povezave s koreninami Slovenije in Argentine. Alenka je uspešna profesionalna deskarka na snegu, prostega sloga, base jumperka in plezalka. Predvsem pa je zvesta sebi, svojim načelom in svoji poti. Zelo aktivna na številnih področjih življenja. Je ustanoviteljica neprofitne organizacije Lux Snow, ki združuje dekleta pri turnem smučanju in deskanju, ukvarja se s fotografijo, filmsko produkcijo, načrtuje začetek šolanja za gorsko vodnico. Z nami v steni tokrat odločna mlada ženska, ki pravi, da iz življenja v coni udobja ne pride nič dobrega, odlična športnica in prizemljena avanturistka Alenka Mali. Pol dolg čas ti ni, ali kako? Ne, vedno se nekaj dogaja. Če je včeraj si rekla, da si nekje iz Hrvaške prišla. Ja, sem bila, kam sem šla, v Istrijo, Rovinj, pa tam okrog Ali na Pule. morje ali malo poplezati? Skakati v bistvu. Skakati? Ja, pa tudi na morje. Ja. Pač skakati base? Ja. A res, kje pa se tam skače? Tam je en most, kjer gre veliko študentov oziroma pač tisti, ki se hočejo učiti. Base v Evropi grejo na tisti most. Meni je všeč, jaz sem glih kar priklopila eno padalo, ko sem ga v Eterju popravil na pas in sem ga hotela stestirati tam. Zato sva šla na most s fantom in potem tam v Puli so bili taki majhni skoki, ki nam je en poslal ene lokacije. Naprimer, ene luči od nogometnega igrišča ali pa en kamnolom tam, kam ene stene. Pa sva šla pač to gledat, pa ene antene. Da ste tudi kaj skočila? Ja. Pa se to vse sme, kao? Ja. Vse, dokler nekdo reče, da ne. Ni, da se ne sme, ja. Ja, okej. Ni pač se ne, kako se reče, Prepovedan izrecno. ni prepovedano. Ja. Zdaj sem se spomnil, da sem lani na Brani, od Kamniškega sedla levo gor. Sem šel tam nek greben, kapitanski greben, pol je kaj proti Kotliški grapi na drugo stran, se pravi na zahodno, je očitno nek stolp, ker mi ni bilo čisto jasno, kaj neki modeli tam gor hodijo, pa jih je zmanjkalo. Pa sem gotovo, da so skočili dol. A si kaj pri nas tudi kaj skakala že? Ja, to sem lani, kdaj? Na Rzenik sem šla, tam sem skočila, potem iz Predjamskega gradu, Postojni, pa kaj še. Taki kratki skoki, zato ker jaz ne letim z wingsuitom in veliko skokov tukaj je v Sloveniji z wingsuitom. Okej. Ja, pa z enega dimnika v komendi. Okej. Kaj pa mama pravi za base jumping? Ja, ona je ful navdušena. Je to navdušena? Ja, ona hoče, da začnem z wingsuitom leteti. Ker misli, da bom šla bolj daleč od stene. Kar v teoriji je res, ampak pa greš tudi nazaj v steno. Ja? Da ti je zanimiv. Okej, to mi lahko še malo razložiš, ker jaz sem tule čisti analfabet, Zelo bi se bal vsega tega. Oziroma se bojim. Kako si pa sploh prišla v stik z base? Tam v Squamishu, ko sem živela, sem se pač začela družiti z base jumperji, pa tudi moj bivši fant je veliko skakal,
In od začetka mi je bilo všeč samo gledati in sem rekla, mene to ne zanima glih. Tudi vsi drugi so me spraševali, če bom kdaj skakala, pa sem rekla, ma ne, to ni zame, jaz bordam, jaz sem v hribih, to je dovolj. Potem pa pač, ko sem bila ene 22 let stara, se je pač ponudila priložnost in ne vem, nekako se ti zdi, ko toliko časa gledaš en šport in gledaš, kako vzletijo, gledaš, kako skočijo iz enega hriba, kako pristanejo, kako so veseli, nekako se ti zdi zelo naravno in ja, tako se je meni zdelo zelo naravno in pol sem tudi imela željo tudi jaz začeti. Mi se še spomniš prvega skoka Ja, itak. in feelingi takrat? Vse se je zgodilo zelo hitro, je bil zelo kratek skok iz enega mosta direkt v sneg, varen, ne, se pravi, sem skočila, padalo se je odprlo, jaz sem samo pristala v snegu, do Ja. pasu. Takrat še nisem imela nobenega skoka z aviona, ko sem to naredila. In sem bila prvič pod padalom. Nisem glih vedela, kaj se dogaja, vse se je zgodilo hitro in vse, kar sem vedela, je, da sem hotela iti takoj še enkrat. Ja, adrenalin je pač. Pa Ko imaš kar sploh si obračaš. imela rada adrenalinske zadeve, ne? Sej že plezalci, recimo alpinisti. Jaz sicer se ne vidim, da smo direkt v predalčku adrenalinskih športov, ne. Jaz celo mislim, da se alpinist ves čas trudi, da je čim manj tega adrenalina, ne. Čeprav ne čisto, ne. Ampak neki taki base jump, pa ne vem, bungee jumping, pa kaj jaz vem še vse, ali pa karkoli pač pade v to kategorijo adrenalinskih športov. A ti je bilo to vedno blizu? Vedno mi je bilo všeč skakati v vodo, na primer, ampak kot v plezanju mi nikoli ni bilo všeč pasti, ne. Ja. Kot nobenemu ni, kot plezalec. Ne vem, se mi zdi, da sem lahko srečna, da sem precej mirna v takih trenutkih, ko rabim biti fokusirana in ta mir mi pomaga. In ni, da me je vedno privlačilo to, ta adrenalin, ne bi rekla. Jaz sem vedno bila na bolj varni strani vseh zadev. Ne toliko na stalno, da iščeš svoj limit. Nikoli Ja. nisem bila taka. Ali pa da bi delala nevarne stvari in si polamljala noge, roke. Sem bila vedno bolj na varnih, ampak za užitke stvareh, ne, v hribih. Okej. Ja. Ker recimo si predstavljam, zdaj če sebe si predstavljam, ne, da tam stojim na robu nekega prepada, pa se moram zdaj zavestno vreči čez. Jaz bi imel kar, recimo temu moment, ne, ki bi se sigurno razvlekel v kar nekaj časa, če bi se sploh potem upal. Ampak kako sploh recimo poteka en tak vzpon? Okej, doma si predstavljam, ne, pa saj tudi imam neke prijatelje, zelo natančno zložiti, pripraviti opremo, torej padal kot glavno, ne. Vse ostalo, potem greš pač, ne vem, kaj vse še narediti, ampak tisti moment, ke veš, da si ti zdaj ready, in pol, ke se odločiš in ko stopiš v prazno. Ta moment me malo zanima. Se mi zdi, da če si prišel do tistega trenutka, je to zato, ker so se vseh, na primer, recimo 10 korakov, ki jih moraš vzeti, da prideš do tja, vsak checkpoint je imel eno zeleno kljukico. A ne, da si sploh prišel ti do tega. Se pravi, začne se doma, padalo je lepo spakirano, ti greš, pogledaš vreme, pogledaš ga 10-krat, pogledaš ga še enkrat zjutraj, se pelješ do hriba, greš gor v hrib in potem stalno gledaš vreme, stalno opazuješ, kaj dela veter. Se mi zdi, da veliko varnosti ali pa veliko, kar se tiče v bistvu, je veter. Če ne bi bilo vetra, bi bil naš šport veliko bolj varen, ne. Veter ti lahko vse zaserje v momentu. In če si ti prišel do onega trenutka, ko misliš, da je res vse perfektno in si naredil vse te checkpointe, takrat se jaz po navadi počutim precej dobro. In mi je veliko
z veliko več samozavesti se vržem v praznino, kakor pa da bi zdaj hodila dol ali pa upzajlala. Sej najbrž že veš pač, da največ nesreč se zgodi, ko gre en dol iz hriba, ne pa ko grejo gor. Gor iti je lahko, ampak ko grejo dol, tam se stvari lahko zakomplicirajo. In jaz, če se lahko vržem v praznino, odprem padalo in pristanem zraven avta, na primer, wow, super. Se veliko bolj varno počutim to narediti, ne? Ja. In itak pač je en proces, da ti prideš do tiste točke. Pač začneš iz mosta, kakor če bi začel plezati, ne. Začneš v plezališču, greš na 4, greš na 5, greš na 6, ni da greš takoj zdaj ti Triglav plezat, Ja. a ne. Pač je en proces, ke ga vzameš in se vedno boljše počutiš z vsakim korakom, ko greš naprej. In tudi jaz, ko sem začela, ko sem ti razlagala, da nisem imela veliko skydivov, ampak mojih prvih 100 base jumpov, ko sem jih naredila, so bili zelo varni. Se je padalo takoj odprlo. Zato, ker sem se hotela fokusirati na, kako se reče, letenje padala in ne na padanje. Ja. Se pravi, sem zelo, zelo počasi progresirala. V prvem letu, 2 Razumem, letih. ja. Ja. Koliko pa je recimo, koliko je pa neka minimalna višina ali pa globina, ne, ko se pač ti, ko stopiš v praznino, da rečeš, da se to še da oziroma da je še varno, ne? To je čisto odvisno od osebe. Kakšni ti bojo rekli, mislim, tiste, ki so zdaj šla na Hrvaško, tale, ki nam je pošiljal te skoke, eni so bili 20 metrov. So rekla, niti slučajno ne bi skočila nekaj 20 metrov. Zakaj? Ni vredno. Sploh ni vredno pakiranje padala, ker ni leta, ni nič. Ti samo skočiš in pristaneš. Jaz imam v glavi minimalno 40 metrov. To je zame tam. To je moj limit. Koliko si pa recimo največji klif ali pa stena, prek katere si šla? Največ najbrž Monte Brento v Italiji. Dolomitih, ja. Ja. V Arco. Ne vem, kakšne so številke tam, na žalost. Ampak lahko Par pogledamo. 100 metrov je, ja. Po moje vsaj ene 400 metrov do impakta. Nočem reči kakšnih narobe številk. Koliko časa pa si tam recimo letiš, preden potegneš? Jaz sem tam skakala z mojim trekking suitom, a ne, se pravi, to je obleka za trekirati. Se pravi, ti prideš do enega trenutka, ko ne padaš samo dol, lahko greš tudi naprej. In ta obleka je en pač od prvih korakov do wingsuita. Imaš tole two-piece obleko, potem imaš onesie, ki je enodelna, in potem imaš wingsuit. In jaz sem s to obleko, ne vem, 13-15 sekund največ, kar ni veliko. Tako, ko sem začela, je bilo tako 12-10 sekund. Ja. Ker tam imaš pol tudi številke v baseu se tako razložijo, da prva številka je do impakta, a ne, se pravi od izhodišča direkt do, če bi kamen direkt dol vrgel, kje bi vsekel kamen, ne. Ja. Tista je ta prva številka, in ta druga številka je pa do tam, kjer pristaneš. In moraš izračunati najprej, da ne priletiš v ta rob, Ja. in potem, da lahko, kje je najbolj idealno, da ti odpreš padalo, da lahko prideš do pristajališča. A ne, ker če prenizko odpreš, naše padalo ni kot na primer od paraglida. Leti 3:1. Se pravi, leti naprej in se spušča dol, precej nizko, ne. Ali 2,7:1. Se pravi, se skozi spušča precej dol, pada, ne leti toliko naprej. In moraš ti izračunati, da lahko sploh prideš do pristajališča. Ja. Zanimivo. Ja, se pravi, vsak skok je čisto drugačen. Ja. No, tudi verjetno pač, tudi pa, če pa še daš komponento vremena, ne, veter si omenila, morate imeti pa kar enih priprav, si predstavljam, ne. Ja.
zato se mi zdi, da tam v Kanadi je malo bolj simpel, zato ker mi ponovadi iz izhodišča lahko vidimo, kje bomo pristali in so skoki tudi precej kratki. Kakor pa tukaj v Sloveniji včasih sploh ne vidiš, kje pristaneš. Ja, Vidiš ja. šele pol. In skoki niso tako kratki, so precej visoki. Tudi možnosti je verjetno kle manj, ne? Ja. Zdaj spet nekaj na pamet govorim, ampak si predstavljam že osnovna primerjava Kanade, ne, pa Slovenije, pa potem, koliko je tudi Kanada gorata in recimo zdaj, če se osredotočiva na skakanje nekje v naravi, ne, če pustiva te naše človeške objekte, ne, ob Ja. strani, kakor si jih prej omenila, je tam verjetno kar veliko možnosti. Najbrž je, ja. Čeprav tukaj se ful skače. Ja. Tlej je, se mi zdi, da tukaj je veliko bolj wingsuit skokov, tam v Kanadi pa bolj slider down, kakor mi rečemo, takih bolj kratkih skokov, ker ne preživiš veliko časa v prostem padu. Bolj, ker ne takoj odpreš padalo. Kaj pa je najboljši del samega skoka? Uh, Ali pa celega procesa, no, če skok je že, ko se odlepiš, Kaj pristaneš? ko Ne, pristaneš? v bistvu ne. Se mi zdi, da najboljši del je, ko se ti padalo odpre in gleda v ta pravo smer. To je najboljši del. Takrat nekako veš, da je vse v A redu. pa te vmes daj odnese, toliko, da rečeš, da ko skočiš, da že, da tam se malo sprostiš, ali moraš biti toliko sfokusiran na vse stvari, na katere morate biti sfokusirani, in lahko potem v bistvu vse daš, da malo čustva grejo ven šele pol, ko si enkrat ali saj v zraku, že nekje proti varnom, ali ko si že na tleh. Kdaj se Ja, lahko sprostiš, recimo? ponovadi se sprostim, ko letim z padalom, pol že ko odprem. Ko letim, ko je vse v redu. Če ni vetra. Ja. Mora pa bolj tudi malo za tabo priti, ne? Ja, ja. In je zelo taka stvar, mislim, saj veš, adrenalin je magična droga. Ja, Pač močan je, čist ja. gre, je hudo močen, ja. Gre čez cel tvoj telo in pač vse, kar gre gor, mora tudi priti dol. In potem, če nisi pripravljen na ta spoden val, te lahko preseneti. In to jaz veliko ljudi vidim, da pač ne znajo uravnovesiti teh valov. Še posebej v teh športih. Koliko pa mogoče, ali pa če tako začnem, recimo skupnost, ta base jumperska, recimo iz okolja, kjer ti prihajaš, recimo, ne, okoli Squamisha, a je številčna, je močna, ste zelo povezani, ali so to v glavnem posameznice, posamezniki, ki se samo s tem ukvarjajo, ali ima večina vas zraven še pač druge aktivnosti in je to ena izmed stvari, kako ta skupnost gleda tam? Tam, kjer mi živimo, nas je po moje ene 10, ko tako aktivno skačejo. In ja, ne vem, koliko smo kaj povezani. Skačemo skupaj včasih. Jaz ne vem, meni niso všeč glih taki veliki skupinski skoki. Jaz rajši skačem tako samo z eno osebo, mogoče z dvema, in sem zelo, kako se reče, zelo, izbirčna, s kom skačem. Ne, zato ker me energija drugih me afektira na izhodišču. In hočem biti v dobrem, dobra v glavi, dobra v mislih, fokusirana. Če je en zraven mene, ki je ful živčen, ali pa tak čist. No, midva pa ne bova šla skupaj skočiti. To me že malo afektira. In jaz ponovadi nisem živčna, jaz sem ponovadi zelo mirna in mi je tudi všeč biti tako. Kakšni pa spijejo 3 Red Bulle, preden grejo, in skačejo gor pa dol, še preden skačejo dol iz hriba. In to meni ni glih všeč. Se mi zdi, da je veliko takih, ki samo skačejo, so pa tudi kakšni, ki na primer miksajo tako plezanje pa to, kar se mi zdi zdrav način, zdrav pristop do športa. Ker če ti samo edino, kar vidiš na tem svetu, je base jumping, ni glih sustainable, ne. Ja, ja. Ne boš dolgo časa trajal, ker ni to vse.
Ja. In potem tudi stalno ponavljaš nekaj in se lahko ubiješ veliko prej. Kaj pa recimo, tako se malo govori, da vsak base jumper slej ko prej ima neko situacijo, zdaj karkoli že to pomeni, ne. Tudi na žalost je, pa jaz ne vem spet, koliko je to, preverjeno, ampak naj bi bilo kar veliko nesreč, tudi smrtnih. Si ti imela že kakšno situacijo ali pa koliko je zares nesreč in, se je tebi že kaj zgodilo? Ja, jaz sem imela januarja eno precej hudo nesrečo, ke sem imela precej veliko srečo, v bistvu, nesreča, sreča, da se nisem ubila. Je bil en tak čisto navaden skok, ke sem ga ponovila že po moje več kot 100-krat, 150-krat. In se je padalo odprlo v line twistu in je šlo proti steni. Sem bila zelo blizu steni. Je tak kratek skok. Je kratek, ampak tudi ima ene 300-400 metrov stene spodaj. In ja, takrat sem bila precej blizu, Pa blizu smrti. kako se je izšlo? Moram od začetka povedati, da razložim celo situacijo. Jaz sem v bistvu decembra sem bila v Čilah, sem šla plezat v Torres del Paine, sem tudi moje pedalo vzela s sabo, ker sem pol tudi skakala tam malo okrog. In sem ga v bistvu spakirala tako, preden sem šla, na hitro. Ker se pač ni glih lepo, no, če nekaj zelo na hitro, če nekaj takega, ke v bistvu ti rešuje življenje, da zelo na hitro spakiraš. In tam je bila moja prva napaka. In potem, ke sem prišla v Skomiš, ene 2 tedna pol, so me poklicali eni, v bistvu me je en prijatelj poklical, če mu lahko pokažem ta skok, zato ker on se je šele preselil takrat v Kanado. In sva šla skočit. In ke sva prišla gor, je bilo tako malo vetra, malo tako, no, ni bil glih perfekten ni bilo perfektno zimsko jutro, kot sva pričakovala. In sem rekla: "Dobro, bom jaz naredila en static line." Kar pomeni, da pač ti privežeš na, se pravi, imaš ta veliko pedalo, potem imaš bridle, ke se povezuje na ta majhno pedalo, in to je tisto, kar ti vržeš ven, da ti povleče ven ta veliko pedalo. Ja. In tisti bridle ti lahko povežeš z enim breakcordom, ke se pri 20 kilah zlomi, na en štand na skali, ne. Se pravi, ke ti skočiš, ga povleče toliko, da se pedalo odpre, ampak potem se tista stvar zlomi, ne, in ostane na skali. Se pravi, takoj ke skočiš, se tisto odpre. In sem rekla: "Bom to naredila, kao pač že 2 tedna nisem skočila, bom varna, ne." In tudi sem razmišljala takrat o mojemu pack jobu, se pravi, kako sem spakirala pedalo, sem rekla: "Pedalo ni bilo najlepše spakirano, ampak če naredim static line, bo vse v redu." To je pač tisto, mišljenje, ke postaneš, ne vem, preveč. Rutinirana. Ja, preveč samozavesten. Se bo. Pa saj bo, a ne, kaj pač, saj smo vsi to že rekli velikokrat. Saj ni problem. Pol je pa enkrat problem. In sem skočila in tisto pedalo, in jaz sem bila zelo blizu stene, ke sem skočila, s takim stilom skoka. In takole na 2 metra od skale. In sem šla not. In sem se, nisem imela niti sekunde, da bi sploh pogledala, kaj se dogaja gor. In sem samo zagrabila tele moje, Kaj je ti, krmilca neka? ja, kako se reče, lines, pač te nitke, no. Ja. Ja. Sem zagrabila to, poskušala pač zleteti stran, ampak je bilo vse zavito. Ene 2-krat, se mi zdi, ali enkrat, se že ne spomnim. Sem nekako dala pedalo stran iz stene, ampak je še vedno letelo naprej
in takoj 2 sekundi kasneje se je spet padalo zabilo v steno in jaz se ne spomnim, ampak sem se nekako s celim telesom tako v skalo zabijala ali z nogami. In to se je ponavljalo tako kakšno minuto, sem šla ven, not v steno, in sem tako nekako drsela dol po steni, z padalom še vedno napihnjenim. In nekako sem pač čakala na zadnji, impact, ke bom umrla. Pač ta zadnji zlom, ke mi bo ali zlomil vse noge ali pa bom pač, bo vsaj hitra smrt, ne, sem si mislila. Ampak sem se do konca tepla. Borila. Ja, borila. In ja, kar naenkrat se je cel kaos ustavil, ne vem kako, po ne vem kakšni sreči, se je padalo, ke tam je ena smer, ke gre tam, in je bil en drevo, ke so ga zrezali, in je pol en štor tam ven iz stene. Kabel. Ja. Visel in padalo se je obesilo na tisti štor. In tam sem jaz obstala. Si se pač ujela. Jaz, ampak pač pod mano, ene 150 metrov stene okrog, kjer sem jaz visela, se nisem mogla, saj veš, granit je Ja. ni kakor tukaj, ne, ke imaš povsod ene grife. Je čisto gladek. Nisem imela nikjer se zaprijeti. Ena vejica je tako iz stene ven štrlela, tam sem se držala, itak ne bi nič naredili. In sem bila v bistvu ene 4 ure sem tam visela. Na tistem. Tisto drevo me je rešilo življenje. Se pravi, verjetno so te prišli iskat, ne? Ja, tam, Reševalci. ja, so me prišli iskat. Najprej so prišli z helikopterjem, potem so se odločili, da ne bojo longlinali, ker bi lahko padalo dvignili in bi me iz stene to vrgli. Potem so nekako gor naštimali en sistem in so spustili enega dol. Je rekel: ja, saj poznam tvojega očija. To itak, pač, ne moreš se nič skrivati tam, ne. Ja. Vsi vse poznajo. In ja, to je bilo eno januarsko jutro. In predstavljaj si, jaz sem 4 ure tam visela, nič me ni bolelo, nič mi ni bilo mraz. In potem je prišel, me je priklopil, ker ta pas, ke ga imam, lahko je kao rated, lahko pač težo vzdržuje, ga lahko uporabljaš kot za plezati kao. Me je priklopil gor s telim karabinom in takrat sem pa jaz začela čutiti vse. Takoj, ke sem se počutila varno, takrat je koleno mi eksplodiralo od bolečin, mraz je prišel, začela sem se tresti, vse sem čutila. Ja, si predstavljam, ja. Ampak hkrati je pa tudi neko olajšanje, ne? Ke si vedela, da... Ja, itak. Ni lepšega občutka. Jaz sem pač do zadnjega trenutka nisem vedela, a bom preživela ali ne. Tudi pol, ke se je padalo ustavilo in se je vse, cel kaos nehal. Pač jaz sem imela občutek, da to se lahko v kateremkoli momentu podre. In jaz letim dol. Pač nič ne morem narediti, če se to zgodi. Ne. Pa zdaj, ke gledaš nazaj, a si v tem procesu, ke si ga že malo opisovala, odločanja, kakšno napako naredila, omenila si, da padal ni bil najboljš zložen, pa tisti postopek pri skoku pa odpiranju padala, a je bil veter premočan, konfiguracija terena, ali kaj drugega? Po A moje enostavno... kombinacija vsega. Ja, po moje ni bila samo ena stvar. Pač kombinacija vsega. Se mi zdi, da največja stvar je bila pač človeška napaka pakiranja in potem pa veter, ne. In tudi to, da moj prijatelj je videl tisti veter in je rekel: meni je v redu, ne. Vsak ima drugačno perspektivo, Ja, drugačno toleranco, riska, ne. ja. In
tudi to pride pol do tistega, ko pač skačeš z ljudmi, ki jih ne poznaš tako dobro in ne veš, kakšni so njihovi standardi, kakšno imajo oni toleranco. In tudi to te malo afektira, ne? Če si ti malo nesiguren, pa če en zraven tebe reče, pa saj je v redu, saj bomo, a ne? In on je bil v redu. Pač sej, lahko je v redu 500-krat. In pol enkrat ni. Biti A ne, ker res je- zelo močen, ne? Mhm. Da se držiš tistega, kar si verjetno rečeš, ne? Sej verjetno si, ali si pa ne, ali mogoče se motim. Mogoče si rečeš, a si kdaj rečeš, tokle sem pripravljena, ne vem, da se zmišljujem, če v 10 na uro bom še šla, če bo 15, pa že ne grem več. Ja, ja. Zame je 5. No, okej, Ja. se Ampak zmislil. ja, čist. In sem že velikokrat pač hodila dol iz enega skoka. A ne. To mi ni problem, ampak takrat pa pač ja, že 2 tedna nisem skočila. Pozimi se mi ne da toliko hoditi v hrib, a ne, ni toliko prioriteta, pa sem rekla, pa dobro, a ne, bom skočila. Ja, ta decision making je vedno ena najpomembnejših stvareh, pri vseh teh stvareh, ki jih mi počnemo, ne. Pa že tudi, če samo planinarimo, ne, pa nekaj pride zdaj, a gremo, pure smo do vrha, se bo nevihta počakala, ne. Saj to. Ja. In tako naprej, pol tudi pri vas bejserjih takole. Ja. In ni dokler se nekaj ne zgodi, v bistvu ti ne študiraš vsake tvoje odločitve po vsakem uspešnem skoku. Ampak po enem neuspešnem skoku boš pa študiral vsako mikroodločitev. A Ja, ne? to je pa ta človeška narava, ne, Ja, ki je tako smešna, ja. čudna včasih. In tudi ne vidimo vseh tistih časov, ko smo imeli srečo. Ko smo pač mislili, Saj to. a ne, mi vedno govorimo, a je sreča, a je naša sposobnost, ker nas je rešila iz teh zagad. Težko reči, ne, Težko reči. včasih, ja. Ja. Imaš prav. Pa si pol imela kakšno obdobje po tem skoku, ne vem, verjetno si predstavljam, da nisi rekla onkoli več, pa kaj si bila pol kaj manj nesigurna pri naslednjem skoku, ali kako je ta Ja. dogodek vplival nate kasneje, ali pa mogoče še danes? Ja, je kar. Se mi zdi, da sem v zadnjih 6 mesecih naredila manj kot 10 skokov. Kar je zelo malo zame, ne. Na primer prostega pada nisem naredila nobenega, samo en skok, ke sem s snowboardom skočila. Ke to mi je nekako comfort zone zame, če s snowboardom grem v base. Ke tam imaš hitrost, pozicijo, se veliko bolj oddaljiš. Tisti je bil moj prvi skok, pa še to sem zato šla skočit, zato ker pač smo imeli sneg gor na Čifu in sem vedela, da čez 2 dni ga ne bo več. Sem rekla, dobro, če hočem, moram iti zdaj, ne. Ampak ja, nisem toliko veliko skokov naredila, takrat me je kar afektiralo. Imaš malo tak feeling. Ja, tudi zdaj me kar, ne da me stane, ampak je drugače. Ja, bo trajalo nekaj časa, da se spet zgradi tista samozavest, pa nikoli ne bo tako visoka, kakor je bila prej. Pa bi rekla, da si mogoče zaradi tega bolj prestrašena ali mogoče bolj previdna, se pravi, bolj v smislu bolj pametna, pa ne zdaj v smislu nekega pametovanja, ampak bolj pametna v smislu, da si toliko bolj premišljena, da si toliko bolj pripravljena, da ne boš si več dovolila, če ni 100% zložen pedal, sploh ne bom skočila. Če me razumeš. Ja, vsekakor bolj previdna. Ja, zdaj včasih spakiram pedalo in ga spakiram pol še enkrat. Ko sem rekla, ne vem, če mi je bilo glih všeč, kar sem naredila, bom še enkrat. 20 minut traja, ni da zdaj ti pakiraš 3 ure, ne. Kaj je 20 minut tvojega časa v primerjavi s tem življenjem? Ja. Vsekakor, ja, sem bolj previdna, zdaj s strahom, ne vem. Se mi zdi, da prvih par skokov sem imela malo strahu, zdaj pa se
že kar v redu počutim. No. Škaj, tako, Ja. ne morem reči, da povsem razumem, malce pa, ker sem imel neko podobno izkušnjo v plazu, ne. Nekje, ker sploh nisem pričakoval, me je odnesel, vmes že čisto zasul, na srečo se vse dobro izkazalo, mislim izšlo, ampak sem imel pol kasneje na nekih teh odprtih pobočjih snežnih, četudi sem jaz ocenil s svojimi znanimi izkušnjami, da je okej, sem imel malo tak ne najboljši feeling, ne, ker te tam nekje v črevesju nekaj se te malo grize, ne. Pa je pol s časom se je recimo to povrnilo v neko stanje, kakor je bilo prej, čeprav ta izkušnja zavedanja pa je ostala, ne, in se mi zdi, da zaradi te izkušnje sem mogoče malo bolj previden, še rajši majčkeno bolj, kakor bi bil sicer, ne. Tako da ponavadi take izkušnje, če se dobro izidejo za nas, so lahko zelo močne učiteljice, ne. Ja, In hvala bogu, ne, ja. da se iz tega naučimo kaj, ne. Ja, če se ne, potem si izgubil cel point, ne. Ja. Zame, po moje, to je bila najboljša stvar, kar bi se mi lahko zgodila. Ker vem, da bo celo mojo kariero bejsa afektirala ta nesreča na zelo dober način. In upam tudi druge, ne. Je zelo malo je številk, da bi se tale one eighty, se pravi one eighty je, ke se pedalo, ke gleda, da se odpre tako, da gleda proti steni. Zelo malo je primerov, da bi se to zgodilo na static lineu, kar sem jaz skočila. In upam, da zdaj tudi drugi malo to pomislijo, da je možnost, ne. Da se to, da ni static line zdaj najbolj varna stvar na svetu. Ja. Zanimivo. Ja. Sem pa mislil vprašati še eno stvar, pa se je tudi meni prižgalo majčkeno prej nazaj, ne. Če si ti mogoče kaj podobnega doživela, in sicer, ke sem omenil to mojo izkušnjo s plazom, ne, ko sem bil jaz ujet v plazu, ne, in sem se pač po pobočju peljal dol, nisem v neko dramo padel ali pa v neki panični napad ali pa začel tam, umrl bom, ne vem kaj, ne. Se mi je zdelo, da se mi je verjetno neki samoohranitveni nagon, neki knof prižgal in sem začel zelo tako trezno razmišljati, v smislu, okej, na plazu sem, v redu, vse, kar moram, glavo zunaj držati, takoj sem začel razmišljati, kakšen je iztek, a me bo čez kakšen klif vrgel, pa sem vedel, da ni, okej, sem še toliko bolj, samo glavo moram imeti zunaj. In tako, ke da bi hotel tam imeti v tistih danih okoliščinah toliko kontrole, kakor jo možno lahko tam imam, ne, če me razumeš. Pač itak si ujet v nekaj, kjer nimaš čisto kontrole, ampak pomisliš, kaj pa lahko vse naredim. A se je tebi v tistem trenutku, ke si ga prej opisovala, ke si pač padala in se zabijala v steno, ne, preden si obvisela, ali si tudi pač si vdala usodo, bo kar bo pa, ali si razmišljala, ne, malo si že nakazala, da si probala reševati in tako. Kaj se ti je takrat v glavi dogajalo? Se mi zdi, da takrat vse, kar se je vklopil en logični del mojih možganov, ne čustveni del. No, saj to, Tega ni bilo, je bilo samo ono, okej. V bistvu je ena stvar, ke ti skačeš, si skozi predstavljaš, ne, zato ker hočeš to, je na neki način, ni da hočemo to doživeti, ampak nekako si skozi vizualiziramo, kaj bi bilo, če se ti obrneš proti steni, kaj moraš ti narediti. Se pravi, ko se zgodi, da se lahko iz tega ven povlečeš, ne. Kako moraš ti obrniti padalo. Dobro, jaz sem imela malo telih line twistov in to mi ni pomagalo, pa sem bila kar precej blizu stene. Ni, da sem imela jaz zdaj 20 sekund, da se obrnem stran. Ja. Ampak sem se pa do konca nekako borila in je bilo nekako počasi, ampak hitro se vse odvijalo, kakor da bi bila v enem plazu ali pa v enem valu v morju. Ne vem, če surfaš, ampak ke si ti, ke tebe en val miksa noter, ke v enem pralnem stroju, pač ti ne moreš nič narediti. Ja. Ampak lahko še vedno razmišljaš, okej, kje so skale, Ja. drž si glavo, da si ne udariš v skalo, ne.
glej, še vedno lahko ti nekako mitigiraš situacijo. In v tistem momentu v bistvu me je presenetilo, kako je meni glava reagirala. V bistvu sem bila še vedno precej trezna in pri sebi. Tudi čez cel ta kaos. Tudi če sem vedela, da ne morem nič narediti. Ne? Ampak A ja. kdaj razmišljaš tako doma, prej, pol, pa ravno v tem delu, ki se tiče sprejemanja odločitev pri vseh teh stvareh, ki jih počneš, ne? Saj pol se bova še malo dotaknila tvojega bordanja, tudi plezanja pa tako. Ker spet, ne, vse to, kar mi počnemo, smo dostikrat v okolju, ki je lahko zelo surov, ne. Gravitacija, ne samo pri bejsu, ne, tudi pri plezanju Ja. deluje še kako močno, ne, vse to poznamo. In enostavno se moramo pri našem početju dostikrat vprašati, ne, malo sva že prej nakazala, koliko bomo riskirali, na kaj bomo vplivali, koliko bomo pustili, da na naše odločanje vplivajo neki dejavniki, ali so ljudje okoli, ali ne vem kaj, neki pritisk, ne, že 2 tedna nisem skočila, že 1 mesec nisem plezal, ne, pa si res želim, vseeno grem, pa tako naprej, ne. Se pogovarjaš sama s sabo ali pa s prijatelji, s fantom, s komerkoli že, kje so zdaj te meje, kje se bom nekaj šel, če grem čez, je rdeča zastava, obrnemo, pridemo drug teden. Ja, skoraj vsak dan. Še posebej pred kakšno odpravo ali pa pred kakšnim tehničnim skokom. Se mi zdi, da nekako vem, kje so moji limiti. In vem, kaj sem pripravljena sprejeti in kaj ne. In v bistvu mogoče na začetku ni bilo tako, par let nazaj, ampak zdaj pa mi v bistvu ni problem reči ne kakšni stvari. Ni da moram biti fizično pripravljena, tudi čustveno in psihično moram biti super. Moram biti ne 100% mogoče, ampak vsaj ene 80, 85% moram biti fajn, a ne. In če nisem, pač skala bo tudi tam jutri ali pa naslednji teden. Zdaj pač, če je to en hrib, ke je trajalo 1 mesec, da sem prišla do tja. Trajalo par dni, da sem gor hodila. To malo težje reči ne, a ne. Ampak če pač en tak čisto navaden skok ali pa spust v hribih, se mi zdi, da vedno lažje pridem do tega, da če nekaj ni, pač rečem ne. In se mi zdi, da veliko je tega, s kom si ti obkrožen, s kakšnimi ljudmi ti to delaš, ne, in kako bojo oni reagirali, če ti rečeš ne. A bojo oni reagirali: "Okej, v redu, jaz grem še vedno, se vidiva pri avtu." Včasih to ni možnost, a ne, če si ti z enim v hribih, moraš biti ekipa, moraš iti skupaj gor, skupaj dol. In je veliko to, je v bistvu, veliko tega je, se mi zdi, da ti delaš vse te odločitve, preden pride do tega, da ti rečeš ne na koncu. Kakor sem prej govorila o tem checklistu, ene 10 checkpointov moraš preskočiti, da ti prideš do onega zadnjega, ke ti greš dol iz skale, ke se spustiš v neznano, v prazno. In če si ti preskočil vse te checkpointe in če je bilo vse v redu, potem ta zadnja odločitev je zelo lahka, Ja. a ne. Se pravi, bolj na začetku, ko rečeš ne, lažje je. Ja. Tako se mi zdi. Ampak ja, je Ne, težko, ne, super. ker pač se hočeš dokazati kot mladi športnik, kot ženska v športu. Itak se hočem dokazati. Ne vem, zakaj, ampak imam nekaj v sebi, ko pač hočem nekaj narediti in bom delala na tem, da bom to naredila. No, pa saj tudi, pač živiš v neki te vrste outdoor industriji, ki pač tudi funkcionira po nekih
zakonitostih, če rečeva, ne. Ene so napisane, ene niso, ne. Recimo, ker bova mogoče zdajle počasi tudi še šla na tvoje bordanje, ne, se pravi, deskanje na snegu in vse to, kar tam počneš, pa še plezanje. In imaš tudi neke sponzorje, ki včasih, ne, saj slišimo marsikoga, lahko kdaj tudi malo pritiskajo, mogoče ne direktno, pa indirektno, ne. In tako, in vse to so lahko neki pritiski, ne, zunanji, ki pa verjetno se mora človek sam odločiti, koliko blizu zares, če se zdaj vrneva na ta decision making, jih bo spustil pri sebi, ne, da ne bi vplivali recimo na neke take stvari, ki pa potem, ne, tako kot si prej rekla, kaj je par sekund proti življenju, ne, kaj je par evrov od nekoga za, ne, pa nočeva dramatizirati, ampak v našem svetu so to realne, konkretne odločitve, ne, in situacije, s katerimi se pač soočamo, ne. In se moramo z njimi in moramo tudi od njih razmišljati, ne. In še to mogoče, ne, včasih mi zdi, da ljudje, ki nas od odzun gledajo, ne, itak mislijo, da smo mi tam malo trgani, neki adrenalinski odvisneži, ne vem kaj, in pravzaprav ne vejo, koliko enega časa se pravzaprav mi ukvarjamo ravno s tem, ne, da ne bi kaj bilo narobe, da se gremo skozi, se usposabljamo, treniramo, preizkušamo, učimo, delamo seveda napake, saj tako, saj smo ljudje, ne, in probamo v teh naših početjih rasti, zdaj nihče pa ni bulletproof, ne, Ja, brez nismo roboti. napake in ja, čutiš kdaj kakšne pritiske ker neke sponzorje tudi ti imaš, ne, Ja, ali pa pokrovitelj, ali kako se reče. imam, mislim, sreča ne, mene sponzorirajo zato, ker skačem. Pač to je moja odločitev. Pač me sponzorirajo bolj kot ne za snowboard. Ni, da moram zdaj se nekaj zelo v bejsu preizkušati, da jih naredim vesele, ampak je pa bonus, ne, to pa vsekakor. Čutim te pritiske, samo včasih se sprašujem, a to prihaja od mene, od njih. A ne? Zaenkrat jaz sem imela kar v redu izkušnjo z mojimi sponzorji, no. Ni bilo nič takega, da pač, če ni medalj, ni denarja. Ne vem, se mi zdi, da teli pritiski bolj kot ne prihajajo iznoter. Tvoji torej. Ja, je bolj, da se jaz hočem dokazati. Je pa tudi po drugi strani še vedno neki standard, kot profesionalni športnik moraš pač, si kakor ena firma in tvoj stok mora iti gor, ne, vsako leto. Ja. Vsako leto moraš nekako biti, ne vem, kako naj to rečem, Boljši. več vreden. Ja. V smislu, In skozi Kar moraš lahko. prinašati. skozi moraš prinašati in se včasih se z mami to pogovarjava, pa mi reče: "Pa zakaj je treba vsako leto en film snemati?" Pa sem rekla: "Dobro, nekaj je treba narediti, a ne?" Nekaj se še vseeno se pričakuje od tebe, še vedno. In jaz imam vsaj to srečo, da imam svobodo, da lahko delam, kar hočem. Ni glih, da me sponzorji pošiljajo po svetu, da delam tisto in to. Pač si izbiram stvari in potem na primer predstavim en projekt North Faceu in oni rečejo: "Ja, všeč nam je, tukaj imaš nekaj denarja, karkoli, naredi en film." Imam to svobodo še vedno, da lahko si izbiram te dogodivščine sama. Ampak nekaj je treba delati. Drugače pa pač Ja, treba seveda. navadno službo si dobiti. Ja, kar tudi nočem. Vsekakor. Ker pač se tale naša outdoor početja zahtevajo veliko časa, ne, in to mnogokrat za normalno službo skoraj ne gre, ne. Ja, težko. Po drugi strani pa, ne, to vsak let več in nadgrajevati in prinašati in kaj bo novega in, ne, da ti delnice rastejo, kakor si Ja. nakazala,
je pač nekako v sozvočju sveta, v katerem živijo, ne. Gospodarska rast mora biti vsako leto večja, ne, skozi moramo več, boljši in tako naprej. In pač to je zdaj šlo na vse pore naše, zlasti zahodne družbe in tudi tu ni nič drugače, ne. Omenila si medalje, ne, pa če majčkeno tako po hecu, kaj pa počneš ti še zraven, poleg tega, da skačeš, kjer lahko medalje dobivaš, ne? Jaz sem ene 4 ali 5 let tekmovala v freeridu, se pravi je, svetovna turneja od freerida. In to je nekako tista smer, v katero sem se jaz dala, ko sem imela 21 let, se mi zdi, da. 20, ko sem začela. In to je, a veš, kaj je to? Ja. Bom šel, poslušam malce, potem bom pa vprašal. Okej. V bistvu ti dajo en del hriba, ke je ponavadi zraven smučišča, ampak ni del smučišča. Ponavadi tako okrog med 40 in 60 stopinj. In ti se moraš med skalami, drevesi, raznimi kolvarji spustiti dol, skakati skale, moraš pokazati svoj stil. Je kakor da bi te v bistvu ocenjevali, kako ti smučaš v hribih, ne. Bordaš. In ja, ene 2 minuti traja vsak krog, imaš samo eno šanso, da se ti pokažeš, se pravi, ne smeš pasti, drugače si na tleh za točkami. In moje sezone so ponavadi izgledale tako, da sem januarja začela to turnejo in je šla vse do konca marca. In ti zbiraš točke. Potem pa par let nazaj so začeli delati tekmovanja tudi v Južni Ameriki. In sem šla na primer avgusta, septembra v Čile pa v Argentino. Sem tekmovala tam. Potem pa januarja med Kanado pa Ameriko sem tekmovala tam in potem smo imeli finale marca. Marca, aprila. In zbiraš točke, greš naprej, včasih dobiš prvo mesto, včasih zadnjo. Ja, je bilo zabavno, ampak vedno sem vedela, da to, mislim, zame je bil neki, kako se reče, način, da sem prišla do tam, ke sem hotela priti, ne, da sem postala boljša v bordanju, da sem spoznala ljudi v industriji, da sem spoznala druge športnike, dobila par sponzorjev in potem s tistim imenom, ali kako hočeš reči, sem potem začela snemati filme, kar mi je veliko bolj všeč, kakor potovati okoli in tekmovati. Ni toliko zabavno na koncu. Se mi zdi, da je mogoče ta športna disciplina v Sloveniji dokaj nepoznana. Zdaj me naj, kako se reče, kokla brcne, smo včasih rekli, ampak ne vem, če je v zadnjih letih bil kakšen dogodek podoben na to temo sploh pri nas. Se spomnim, da je bilo pred leti tam okoli Kanina, so bile neke tekme tovrstne, sicer pa ne vem. Bolj bi rekel, da ne, lahko me popraviš. V Sloveniji zdajle po moje se tukaj kaj dosti ne dogaja. Ne. Ne, nič. V Sloveniji se mi zdi, da še nismo imeli teh dogodkov, vsaj ne takih, ke bi lahko uradno zbiral točke za svetovno turnejo. So pa v Avstriji pa v Italiji, no, so blizu. Ja, Po Evropi imajo povsod. Jaz v Evropi nisem tekmovala, ampak vem, da jih delajo veliko. to pa Tukaj se sem, je vse to začelo. pa sem videl v Verbijeju, v Švici. Ja. Tam pa se spomnim, sicer sem šel jaz službeno proti Cermatu s turnim Dilam, ne, in smo enkrat pač v eni izmed tamkajšnjih koč bili nekaj časa zaradi slabega vremena in se spomnim, zdaj se ne bom spomnil, kako je tistemu vrhu ime, ampak od Montforta tako desno so bile linije dol in pol so bili tudi gor in so smučali in izgleda zelo atraktivno, no. Ja. Ja, je. Čeprav tukaj v Evropi malo snega manjka, ampak še vseeno je zanimivo. Je težko, ne, zato ker imajo kot 40 športnikov
45, ki se spustijo po istem hribu dol. In odvisen, kje štartaš, imaš že precej zvoženo vse. Ne? In je bolj kot ne ali zvožen sneg, ali led, ali skale in led. Zelo težko, da ti smučaš pršič na tekmah. In to v bistvu je ena izmed tistih stvari, ki mene najbolj začela nekako odganjati od tekem, je, da nikoli nisem smučala dobrega snega. Čeprav živim zraven Whistlerja, je meka pršiča na svetu, ampak sem vedno manj bordala na dobrem snegu. Sem rekla, pa kaj jaz tukaj delam? Porabljam neskončno denarja, da imam tukaj eno šanso, da se spustim dol in pokažem moj stil po precej slabem snegu. Je težko pokazati tvoj stil na slabem snegu. Ne? Potem imaš tudi en strah pred tem, da boš padel. Pa je tudi tako, no, je mal smučarski svet, ne, ni za bordarje. Nas je bolj. Pustijo noter, ne, ampak ni naš svet. Naprimer, če daš roko dol, zgubiš točke, pa tako. Zanimivo. Ja. Bi rekel tako, kot nepoznavalec tega, da teh nekih razlik danes med borderji pa smučarji na tem področju pa skoraj ne bi smeli biti več. No? Ja. Pa se motim očitno. Ja, mislim, ni toliko veliko, se mi zdi, da smo precej zmožni, še vedno borderji, ampak ne, mogoče bolj v Evropi te gledajo drugače. Ne vem. V Ameriki ni recimo nekih. Odvisen. Ne, jaz sem tudi Mi smo kot druga prioriteta na tekmah. Okej, pol je to. Je še vedno. Smučarske segregacije. Ja. In zdaj je FIS kupil svetovno turnejo od freeride, se pravi, zdaj lahko ti izbiraš točke, da greš na olimpijske igre, na primer. In zdaj tudi tukaj v Sloveniji delajo freeride ekipo. To mi je rekel. Tale je Matevž Maček. Ne, če ga poznaš. Vem, kdo to je. Ja. Se mi da, on bo zdaj organiziral eno slovensko ekipo od freerida. Zanimivo. Super. Ja. Treba malo potipati, kaj se dogaja. Ja. Tudi v Sloveniji. Ja. Olimpijski šport? Zdaj bo. Ni bil, ampak se mi zdi, da bo ali v naslednjih, če ne pa potem. Zanimivo. V naslednjih 10 letih bo. Pol mora biti ta skupnost svetovna kar zajetna, pa očitno tudi dovolj močna, da se je pač to toliko speljalo, da ker verjetno neke politike tudi mora biti vzad, da pol padajo takele odločitve, ne. Vedno je pol na koncu vse politično. Ja. Saj tudi v majhnih, kako se reče, dimenzijah je politika. Ja. Je pa torej deskanje na snegu, kako bi se to po slovensko reklo, ne, to je bila ali je še tvoja prva dejavnost kot športnica? Ja, je. Jaz zdaj večinoma časa sem v hribih, pač turno, splitboardam, ampak ja, se mi zdi, da je kar moja prva ljubezen, ja. Si pa rekla, a sem te prav zastopil, da se malo začenjaš oddaljevati od teh tekem? Jaz sem lani avgusta sem imela mojo zadnjo tekmo in ne vem še, če bom šla nazaj, mogoče, čez nekaj let, mogoče. Ja, so me vabili, če pridem sodat kakšno tekmo, mogoče v Argentino. Ampak zaenkrat mi prav paše imeti malo odmora, no. Pa preživeti več časa v hribih. Koliko si pa pol na bordu pač mimo tega, ne? Zase, pa zaradi kakšnih drugih namenov? Koliko dni na leto? Ja, ne, ker recimo, če si predstavljam, če si tekmovala, si mogla tudi trenirati, pa se pač tudi zase smučati, strmejše stvari in tako naprej, ne. Se pripravljati na, ne, sej ne moš kar iz nule, sam biti malo fitke v noge, zdaj sem pa jaz kar čez 50-60 stopinjskim pobočju pelil dol nekam, ne, sej poleg tega je to lahko zelo nevaren, ne. Moš biti prvo zelo
mislim, odličen smučar, odličen border, preden se sploh lahko lotiš takih stvari, ne? In tako naprej. Skratka, koliko še zdaj si še vedno na bordu in koliko še bordaš? Kar precej. Bi skoraj rekla, da še več kot prej. Ja? Prej sem bila veliko na smučišču, pa veliko v parku, pa pač, kot si rekel, sem veliko trenirala in je bilo v redu, ampak se tudi veliko potovala med vsemi temi tekmami. Zdaj pa, kot, ne vem, še vedno hočem pač imeti en progres, da sem vedno boljša vsako leto, ampak ni pritiska. Oziroma je manj pritiska. In zdaj sem manj na smučišču, ampak več v hribih. Tako da, meni je fajn. Ja. Še eno stvar bi te rad vprašal, kako je pa na teh tekmah poskrbljen za to neko plazovno varnost. Pa tudi nas sicer, kako se, ajde pa zdaj sva sred poletja, ne, to je taka zimska tema, čeprav zate so tele letni časi zelo tako, ne, zelo vse je nedefinirani, ker si pač med severom pa jugom zemeljske poloble, ne. Ampak, ko se ravno pogovarja o teh stvareh, ne, že tako vemo, v Kanadi je pač za smučanje, ne, meka, kakor si sama rekla, pa tudi vemo iz te strokovne plati, ne, da je, bom rekel, mogoče celo besedo znanost o plazovni varnosti ali pa pač to vedenje na zelo visoki ravni in imajo zelo izdelane protokole. Tudi Rok Zalokar je že govoril nekaj tudi v naših epizodah že o tem. Skratka, ne vsi poznamo, ne nazadnje so tam prišle metode novejše, ki jih tudi zdaj pravzaprav po celem svetu uporabljamo za preizkus trdnostni snežne odeje in tako naprej. Skratka, kako se ti majčkeno pripravljaš na svoje početje, ko si zase, pa mogoče še pol, kako je malo na teh tekmah za te stvari poskrbljen? Ja. To je ena izmed tistih, prej sva govorila o strahu, ne. Mene je veliko bolj strah, da se bom v enem plazu ujela, kot da se mi bo kaj zgodilo pri kakšnem skoku. To je čisto drugi svet zame. Zelo taka, precej realnost tistih krajev, kjer mi živimo. Možnosti, če ti pač smučaš, ne vem, med 30 in 50 dni na sezono, so možnosti precej visoke, ne. Da se ti ujameš v enem plazu. In ne vem, pač 2 uri na dan gledam vreme, stalno študiram sneg in potem tudi pol, ko sem na snegu, tudi gledam, ne, kaj se dogaja. Od atija sem se veliko naučila, kako on gleda vse stvari, kako se on pripravlja, kot vodnik in kot rekrealist. Ja, kako gleda stabilnost snega, kako vreme vpliva. Tam imamo precej srečo, v bistvu smo pozicionirani čisto zraven morja in To je British Columbia, Ja. to je zahodna obala. Zahodna obala Kanade, Kanade. Se pravi, dobimo veliko snega, pride iz Alaske, ne, iz Pacifika. Se pravi, veliko snega in je ponavadi precej mrzel. In se tudi pol hitro sprocesira, zato ker imamo veliko vlage v zraku. In nekako zdaj po 10 letih, po 10 sezonah tam, nekako sem začela videti razne te vzorce, kaj se dogaja vsako sezono. Kaj na primer lahko pričakuješ decembra, januarja, februarja, maja, ne. Ampak ne vem, se mi zdi, da več ke vem, manj vem. Po drugi strani. To pa je prekletstvo vedenja, ne, in tega pač več ko veš, več se vprašanj pojavi in tako. Saj to. Mi je pa zanimivo to, ko si rekla, da 2 ure gledaš telefon, ne. Vsi tisti, ki več po hribih hodimo, pravzaprav
ne, sploh pa, če se še kaj poklicno tam ukvarjamo, imamo to že neko profesionalno deformacijo. Vsak dan vreme gledam. Tudi sred poletja malo pogledam zdaj. Včasih ujamem samega sebe, da pogledam na telefonu tam vreme v gorah, pa kliknem na plazove, ne, pa je poletje, ker sploh ni nobenega poročila, nič, Ja. ne, pa tako, da je Miha, da je malo. Ja. Ampak, ne, dejansko spet, ne, skozi poskušamo pač razumeti, kaj se dogaja, ne. Zato, da bomo se lažje, bolj pravilno odločali potem, ko pač, da skrajšam, ne, gre za res, ko smo konkretno nekje v enem prostoru in pač tam nekaj počnemo. Ja, super. Si pa tudi, majčkeno si že omenila, združila ali pa celo združuješ eno in drugo stvar, ki si jo zdaj opisovala. In bordanje in bejs. Daj mi malo o tem povej. Ja, to so bile pa moje sanje že od vedno, odkar sem začela skakati, ali pa še prej. Ker sem začela razmišljati o bejsu, je, da bi pač kombinirala to z bordom. Ne, vsi smo gledali filme od Shane McConkey, kako se je tam po Alpah zasmučkam, pa tudi pol. On je začel malo preveč tele svoje limite iskati tam, ampak vedno izgledali tako kul. Kako v bistvu ti lahko smučaš en spust, ki ga drugi ne morejo, ki se konča v prepadu, ne. Z varnostjo pedala. In dobro, nisem še sicer tam, kjer je bil Shane McConkey, ke se lahko po švicarskih hribih spuščam po 50 stopinjah dol in potem skočim, ampak dobro, gremo počasi proti tja, se mi zdi. Sem pa lani naredila mojih prvih par skokov z bordom in so bile sem kar resno to vzela, sem se pripravljala kar nekaj časa. In ja, je bil pa najboljši feeling na svetu. Po moje zato, ker sem si ker se je toliko časa pripravljala na to. Ke sem končno skočila, sem se počutila super. Ja. Ampak skratka, če si mogoče kdo ne predstavlja, ti po snežišču se pelješ z bordom dol, bordaš, delaš zavoje, potem greš čez rob, v luft po domače, ne, in v neki točki pa potegneš pedal, oziroma tako nekako to izgleda. Ja. In v bistvu vsak skok, ke sem ga jaz do zdaj naredila, sem zgradila v bistvu en kiker, ne, eno rampo pred prepadom. Se pravi, da sem vedela, da ke bom šla jaz čez prepad, bo zelo kontroliran tisti odskok. Tisti zadnji dotik terena. Da ne bo kar nekaj tam, da bom šla čez skale dol. In tisto mi da tudi en tak lep vzlet gor in potem naravnost, da se lepo v pozicijo dam, odprem pedalo in grem dol. Težko si to predstavljam, veš, to. Ampak če se probam majčkeno vživeti, recimo, ti se pelješ tam, delaš zavoje, ne, vsi vemo, da smučam na smučkah, na bordu, kakorkoli, vseeno, ne, sploh če je dober sneg, je ena boljših stvari, ne, ki jih pač lahko počnemo. Zdaj, če si jaz predstavljam, da bi se bližal temu robu, potem neki klif, bi se moja neka napetost tam bliže bi bil v robu začela stopnjevati, potem ko bi v zraku, bi verjetno dosegla neki vrhunec in pol bi potegnil pedal, in ko bi pedal se pač odprlo in bi se začel lepo peljati dol in bi še vedel, da je varno, bi se ta napetost začela spet nekako tako malo zmanjševati. A gre nekako to tako? Ali pač gre malo drugače? Ja, lahko bi se nekako tako opisalo. Ne vem, če glih razmišljam toliko, kaj čutim v momentu. Bolj se mogoče fokusiram, kaj moram narediti, da bo vse perfektno. Je pa čudno, no, se mi zdi, da ke da bi
do roba jaz bordam, potem pa skačem. Ni glih enega momenta, ko delamo oboje naenkrat, če razumeš. Ja, Pač do enega momenta sem na bordu, potem v drugemu odpiram padalo in tam že skačem. Je kot da so moji možgani razdelili na dva dela, ja. cel proces. Preklopiš Ja. trenutko. In obe stvari sta zelo naravne v moji glavi in v mojem telesu. Se pravi, ni čuden. Je pa seveda tisto, no, gor dol, kot so že prej govorila, itak da. Ja, Si ja. čist našopan In z adrenalinom. koliko recimo imaš pa takih skokov ali pa takih tandemskih board skokov? Ne veliko, ne, 8. Ne veliko. Ne, to vse res morajo toliko poklopiti vsi pogoji. Mora biti dober sneg, brez vetra, brez oblakov. Ti moraš biti nekje, mislim, da ker mi skačemo v Skomišu, tam nimamo snega. Se pravi, moraš iti nekam v hribe, potem moraš priti nazaj gor, ali pa priti najprej gor, iz kjer boš skočil in potem iti dol. Tako predstavljal bi si tudi, da je sam trenutek, ko čez rob zapelješ, da tam moraš tudi, ne, tebi se tam ne sme kakšna opast včasih ali kaj takega, ne vem, pa da nam rekel, da padeš glih v trenutku, ampak da ni čisto kontroliran, bi to lahko tudi bil problem, ne? Ja, itak. Še posebej pa z bordom naprimer tisti, ki skačejo s smučkam, smučke so kakor, če bi skakal tiste skoke smučkam, pač, kako se reče? Smučarski skoki, Smučarski skoki, ne. Smučke nekako režejo čez zrak in je veliko bolj naravno obdržati tisto pozicijo. Z bordom pa ne moreš v bistvu, zato ker če ti preveč časa padaš v zraku z bordom naravnost dol, se bo tisto, kot je vse zdizajnirano med tvojim telesom in z bordom, se bo tisti bord postavil nad tabo v bistvu in bo tvoja glava Navzdol. ostala dol. Se pravi, če bi ti vstal v tisti poziciji, se bo to naravno zgodilo. In ne moreš v bistvu narediti nič, da se to ne bo zgodilo. To sploh nisem pomislil, ja. To pa za samo odpiranje pa to. Moraš v bistvu takoj odpreti padalo. Ja. Takoj, ko se ti oddališ dovolj iz hriba. V bistvu je ena točka, ko greš ti naprej, preden začneš padati dol. Tista je najboljša točka. Malo pred tisto točko je najboljše, da ti odpreš. Tik preden začneš padati dol, ker nimaš več zagona naprej. Od same brzine, ko če Ja. zapelješ. Ja. Zanimivo. Ni pa bord narejen za take skoke. So bolj smučke. Ampak dobro, ne bom jaz zdaj šla smučkat skok. Koliko pa vas je recimo takih, ki počnete, ki to združujete? Bi bil čez Ne palec veliko. rekel, točno to je, da prav veliko vas ni. Ne vem, če je 10 na svetu. Okay. Mogoče. S smučkami in z bordom. Ampak Zanimivo. je težko reči, no. Ja. Zdaj se je kar precej razširil šport. Ker prej si že omenjala filme, tudi slikaš, ne? S fotoaparatom rada, ali pa veliko, lahko dopolniš. Ampak o tvojem prvem skoku si pa pripravljen film. Jaz priznam, da sva ga včeraj doma z Majo gledala in je res lep film. Tako, nisem čisto vedel, kaj pričakovati, ker me je tako mogoče celo malo strah teh padalskih, ampak tako res lep film. In bi tudi vsakemu, ki naj posluša, svetoval, da si ta film pogleda, da bo še tebe majčkeno bolj spoznal, pa tudi stvari, ki jih počneš. Daj mi malo več povej o tem, da kako si se odločila sploh, da se boš ukvarjala s tem, da pač te filme počneš, pa kako je tudi prišlo do tega filma, no? Pa še povej, kako je naslov. Ja, filmu je naslov The Beginning,
kar pomeni začetek. Nekako naslov je prišel iz tega, ker jaz malo v začetku filma v bistvu, da grem čist na začetek vsega procesa, kako je prišlo do ideje tega filma, da jaz sem se pogovarjala z enim direktorjem, sem mu rekla, bi bilo super, ke živi v Vancouverju, bi bilo super narediti en film, jaz bi rada povedala malo o moji družini, ne, starša sta alpinista, bi bilo zanimivo povedati malo, kako so nas vzgajali, a ne, v hribih. Ni, mislim, zdaj mogoče malo bolj, kako se reče to, normalno, ampak prej ni bilo toliko. In bi bilo mogoče zanimivo malo to povedati, potem sva začela to malo planirati, da bi nekako moj bordanje vključila noter pa skakanje. Pol nekako sem jaz povedala, imam en gol, imam en cilj, to sezono hočem narediti moj snowboard base, ne, moj prvi. In potem je nekako on to speljal naprej in nekako naredil to višek filma, ne. Kako sem jaz v bistvu šla Skočila. čez ta proces, da sem skočila. In ja, smo nekako snemali skupaj celo sezono, še mami je prišla v Kanado čisto naključno, smo še z njo snemali, je bila vesela, tudi ona malo smučala. In je nekako, je ratal kar v redu film, sicer ne to, kar sem jaz pričakovala na začetku ali pa planirala, ampak sem sprejela in je pač, kot naslov pove, začetek vsega, ne. Zdaj pa še naprej. Film se da najti tudi na spletu, ga niti ni treba zakupiti ali kakorkoli, tako da je dostopen. Ampak si pa že omenila, da to ni tvoj osamljen projekt filmski, ampak da se želiš, ali pa celo, da si že več naredila na tem področju. Ja, Ali nekako. pa a imaš kakšne ideje za naprej, ali želje, ali kakšno vizijo, ali kako? Ja, jaz sem v bistvu ta film, ki smo ga snemali lani, sem jaz tudi sproducirala in mi je bil všeč tudi cel ta proces produkcije filma. Ne samo, da sem bila jaz kot športnik, ampak tudi vse drugo, kar se dogaja odzadaj, ke ljudje ne vidijo. In se mi je zdel, je tudi tako, se mi zdi, da za športnike v zimskih športih je tak naraven proces, ko nehaš tekmovati, greš snemat filme v backcountry, a ne. In to so pač sanje, ke jih imamo vsi. In nekako, namesto da bi čakala, da me drugi povabijo snemat, sem rekla, dobro, bom pa jaz druge povabila snemat. In potem sem letos začela snemati moj drug film, z 2 drugima puncama, ki isto bordata. In zdaj smo v tem procesu. Nabiranje materiala. Ja. In kdaj planiraš, da bo izdelek gotov? Planirali smo novembra, ampak Letos. ampak ni več denarja, ker na žalost taki filmi so zelo dragi za narediti, ne, če hočeš jih narediti dobro. Tako da bomo najbrž še počakali 1 leto in ga končali tako aprila naslednje leto. Super. Gremo v Patagonijo septembra, bomo snemali tam. Ja. Boste pa bordale. Ja. Drugače ti, a sem prav nekje zaznal, si začela še z nekim projektom, z neko dobrodelna oziroma neprofitna organizacija, ke združuješ punce, ženske, ki bordajo, smučajo. To sem pa začela lani. V bistvu sestavljam izlete v Patagoniji in v Kanadi in peljem punce turno smučat. A res? Tako sestavim tak luksusni izlet in pridejo v Bariloche, imajo vse obroke, hišo, prevoze, gremo v hribe za par dni, pridemo dol, imajo masaže. Okej, zato je luks. Ja. Kako luks? No, Lux Snow se imenuje, Lux. Ampak ne zaradi tega, ker je luksuzno, ampak zato, ker lux pomeni luč. Ja, po po latinsko. latinsko, ja.
In je nekako, Okej, cool je. joga je velik del teh izletov in nekako iščemo to našo luč, ko jo ima vsak v sebi, ampak včasih punce pozabijo, da jo imajo. In ja, In gre kar super. v redu, zaenkrat. Bravo. Ja. Koliko ste pa že, ali pa koliko pa si že takih projektov speljala? Dva zaenkrat, enega v Argentini in enega v Kanadi, smo lani začeli. In zdaj imam 2 avgusta v Argentini, potem v Kanadi in potem januarja in še enega maja na Norveškem. In tako bom počasi začela dodajati vsako leto. Bravo. Ja. Zdajle bi bila odlična iztočnica za tisto, kar sva se prejle po štengah gor pogovarjali, ampak bi prej rad še nekaj drugega. Mislim, že zdajle sem tako, wow, kaj vse počneš, ne, noro. Plezaš tudi, ne? Ja, plesam. Koliko pa zdaj pri vsem tem, kar počneš, je potem pa še časa še za plezanje? Je takrat, ko je vreme, a ne? Takrat, ko je vreme lepo, grem v hribe in plezam. Ne plezam veliko v plezališčih, bolj mi je všeč priti gor na vrh. Nek bolj alpinizem ali pa Ja. nek alpine climbing. Ja, me veliko bolj zanima, ampak dobro. Zdaj sem tudi več časa v plezališčih, zato ker pač moram trenirati, če hočem v hribih dobro plezati. Kaj pa ti je pri plezanju, si bolj skalni tip plezalke, bolj snežni, nek allrounder? Oboje mi je všeč, če lahko kombiniram oba, še boljše. Ja. Tam v Kanadi je kar veliko takih, ko pač moraš prek ledenikov prestopiti do skale. Včasih tudi kakšen led ali pa tako mešano plezanje. Ne veliko, bolj poleti, bi rekla, zato ker pozimi pač bordam. Ja, zdaj decembra smo bili v Patagoniji, z Matjažem Dušičem pa z njegovo skupino. A res? Kje? V Torres del Paine. Okej. Ja. Super. Ja, to je bilo res lepo. Ja. Prvič, da sem bila tam. In ja, plezanje je nekaj pač že od majhnega. Smo vsi plezali kot otroci, ampak pol sem nekaj časa nehala. Ne vem, bi rekla med 14 pa 22 letom nisem skoraj nič plezala. Sem samo hotela biti na snegu. Zdaj pa pač nekako back to the roots, a ne. Ja. Grem nazaj, je pa to. Del hribov, del alpinizma, del tega, da prideš na vrh, da vidiš vse okrog sebe. Ja, sej, ne, če se malo pohecam, če boš hotela skakati s puklo dol, boš mogla najprej gor splezati, ne. Ja, itak. Najboljši skoki moraš pač, imajo tehnične pristope. Sej, tako se mi zdi tudi med takimi, ke sem jaz, tako si dostikrat se v šali rečemo, ne, kaj splezamo, ne vem, na Triglav, pa rečeš, zdaj pa 3 ure čez prag dol hoditi nazaj do avta, pa tako, kva mora biti dobro oni, ke tole zdaj poskačejo dol, ne. Ja, ampak Moraš tudi ti zgor nesti. otroci ne poskušajte tega doma, če niste. Tako, ke sva že slišala, a se kdaj, oziroma se ti kdaj tudi tako zdaj za prihodnost kakšni prižigajo kakšne ideje bolj plezalne, še kakšne take odpravice, kakor je bila tale v Torres del Paine. Mislim, saj vsi poznamo, ne, Moniko in Klemena in oba vemo, ne, da sta bila vrhunska alpinista in kaj vse sta splezala in tako. Se ti mogoče tebi tam kakšen Fitzroy ali pa prižiga ali pa še kakšna druga gora? Ja, veš da. Same lučke. Same lučke, ko novoletna jelka, ne? Čist, ja, vedno več. Na vzhod me tudi vleče malo. Ja. Karakorams. Ampak bolj skala ali tudi kakšni višji hribi? Tudi kakšni višji, bi rekla. Ja. Tako, meni so zanimive take bolj raziskovalne stvari. Take, ke ne gre veliko ljudi pa ke je treba malo poiskati, kje je pot. Mogoče tudi malo najti včasih kaj.
Pa itak v Patagonijo, ja. Hočem iti nazaj, logično. No, sej. Sploh ne morem razmišljati, ne iti nazaj vsako leto. Prav, zdajle sem pomislil, ne, tako se vprašanje, kar samo po sebi ponuja, ne, če si bordala, pa si pol skakala, pa si želela združiti to, ne, in zdaj bo se zna zgoditi slej ko prej, da boš temu dvojčku dala še ta tretjo komponento, ne, še plezanje. Mogoče to kaj pokombinirala. Ja, no, ne vem, če bom kdaj solirala s pedalom na hrbtu, to Ja, najbrž ne, kot Dean Potter v Ja. svojih filmih, v ne, svojih filmih. pa verjetno še kdo. Še marsikaj, ampak ne vem, če je glih to moj stil, je pa vsekakor mi je pa vedno bolj, mislim, velika motiva tega, da me vleče v hribe, je tudi, da bi dol skočila. Vsekakor. Tudi tam ko smo v Torres del Paine, ne vem, če poznaš hribe tam okrog, imaš Nisem tiste bil tam 3 še. stolpe, ne, Ja, ko so poznam približno, ja. slavni, pa imaš pa te druge dele, ki se imenujejo Cuernos. Jaz sem bila tam s Slovenci, smo splezali en stolp z Alešom pa z Lizo Kovač, mi smo bili naveza, ko smo šli gor na Torre Norte. Pol so oni šli v Chaltén, jaz sem pa pol še ostala še en teden tam, pa se je še eno okno, vremensko, ker tam, saj veš, v Patagoniji vremenska okna niso pogosta, še eno okno se mi je tako odprlo v soboto zjutraj. In sem imela moj pedalo s sabo, pa sem rekla, predstavljaj si, dol skočiti. Pa sem pač šla na en drug hrib in je trajalo 3 dni, vse skupaj. In sem dol letela ene 15 minut. To je bil najdaljši polet, kar sem jih kadarkoli imela. In ja, nekaj takega me res inspirira tudi za naprej. Take stvari so meni všeč, take bolj pustolovske. Pustolovščina ti je bila pa že od malega Ja. dana Ja. pred nos, ne? Verjetno si tudi zaradi vsega tega načina življenja, bom rekel, toliko odprta za pač te outdoor zadeve, pa za te neke pristne izkušnje, ne, predvsem v naravnem okolju. Najbrž je. Si predstavljam, da brez, no, ni nujno, ne, ampak tako se mi zdi, da če je nekdo že od malega, samo ene stvari predstavljene, je pač verjetno lažje, ne. Potem se najdeti tam. In po mojem imaš na vse te že otroške in mladostniške, recimo temu vragolije, ki ste jih zganjali, ne, same lepe spomine, ne. Ja, vsekakor. Pa mislim, to, da nas je mami peljala vsak drug vikend na eno Via Ferrato v Italijo, pa da imaš ti kot človek zmožnost stati na eni polički in gledati dol in se počutiti mirno, to je en tak zelo veliko darilo, ki ti ga lahko en podari, se mi zdi. To vidim druge, na primer, ki so v bejsu, ali pa tudi pri plezanju, ko pač niso tega delali kot majhni in jih kar stane se počutiti mirne in komot na eni polički. To se mi zdi, da sta nam starša res podarila, da je bilo nekaj zelo lepega. Ja. Take izkušnje, ki so nas v bistvu pripravile na življenje veliko bolj, kakor bi si mislil v momentu mogoče. Ja, saj, ne, včasih se mi zdi, da tako živimo lahko zelo po nekih šablonah, ne, kako po nekem receptu, ki je kao uspeh za neko srečo, kao, ne, karkoli že to pomeni. Zares je po teh poti zelo veliko, ne. Pravzaprav toliko, kolikor je ljudi, ne, in se mi zdi, da je dostikrat pa sreča ravno v tem, da človek najde svojo pot, ne. Ker tista je potem res izpolnjujoča, da ti svoj potencial najdeš in ga potem poskušaš uresničiti, ne, in živeti, ne. Potem pridejo tisti res dobri občutki noter, ne. Ne, kaj si tam nekdo misli, pa tako, ne, ampak tisto, ke si sam s sabo zadovoljen pa izpolnjen, ne. Neki tak tihi občutek.
In tako majčkeno, ko sem prebiral tudi tvoje zapise, pa se mi zdi, da tako si tudi zelo razmišljujoča o teh stvareh. Tudi za tako relativno mlado dekle, tako, absolutno v dobrem smislu. Pa da ne bo se zdelo, da hoče preveč pokroviteljski biti, absolutno ne. Ampak tako, sem bil zelo prijetno presenečen. Ja, no to pa saj pač poznaš, a ne, kako je naša mami. Tudi ona nas je včasih, se mi zdi, da vzgajala na načine, ke drugi niso ravno mislili, da je najboljša, pa odobrili v momentu, ampak je pa tudi, ne vem, good for her, a ne, da se je postavila za nas in nekako še vedno vzgojila v tem duhu avanture. Pustolovskem duhu in to je se mi zdi, da me je nekako naučil tudi, da si, kot si rekel že, da si sama izbiram svojo pot, ne glede, kaj drugi rečejo, ker drugi ti bojo vedno nekaj rekli. Ja, Več ke delaš, več govorijo. to sploh mogoče ne bi šla tja, ke je škoda besed, ampak Ja. se mi zdi, da ne gre samo za to, da je avantura, ne. Ne, saj si na začetku najinega pogovora rekla, da tisti, ke pride, ke bi samo skakal, tudi ni okej, ne. Ker zraven ljudje moramo tudi živeti, ne, pa preživeti, pa ne, kakor si rekla, tudi treba nekaj početi. Tudi položnice je treba plačevati in tako naprej, ne. V avto je treba dati, treba je kupiti to in ono. In tudi to neko zavedanje, da ta svoboda in neodvisnost ima tudi ta del zraven, ki to potem omogoča, ne. In ne moramo samo enega dela imeti, ne. Samo luštno se imeti pa hoditi na odpravice pa slikati pa filmčke delati, ne. Ah, kje? Ne. Ne. Je še tista Ne, ne. posvetna stvar v življenju, na katero je pa treba biti zelo pozoren in biti premišljen, ne. Ravno tako kot na vse ostale stvari. Ali pa celo še bolj, ne. Še bolj, zato ker pač rento je treba plačati, ne boš zdaj pod drevesom spal. Bencin je treba imeti, če se hočeš peljati nekam, in vse to stane, kot si rekel, Ja. in ja, je treba nekako, se mi zdi, da najti ravnovesje med tem, da se plačujejo računi, in med tem, da imaš ti svobodo, ko jo pač tvoje telo zahteva, ke tvoja duša zahteva. A ne. Ja. In tako zdaj mogoče tudi lažje razumem, ne, tisto, ke sem te prejle, preden sva se začela pred mikrofonom pogovarjati, zares te je pa že tvoja mama zašpecala, ne, da se pripravljaš na šolanje tudi za vodnico, za gorsko vodnico. Tako mogoče zdaj tudi lažje razumem, ne, že tiste tvoje ideje o luks snov pa tako, ne. In se mi zdi, mislim, nič se mi ne zdi, vidim, ne, da spoznavam, kako energije ti očitno ne zmanjkuje. In da imaš tudi te ambicije, ke jih seveda so the best, ne. Poleg tega imaš doma očeta, ke je pač profi vodnik in tako boš imela še dodatno pomoč, ne. In upam, da ti se tele karte, o katerih sva, pa niti ne rabiva, se poklopijo v tehle 2 tednih. Ampak vseeno me zanima, kako, ne, pa saj odgovor je že majčkeno v vprašanju bil zdaj oziroma v tem uvodu, kako si se odločila tudi za to pot, da ti je blizu vodniško. Ja, se mi zdi, da nekako v bistvu prvo, zaradi česa sem začela dobivati te ideje, zato ker meni se je zelo všeč učiti, ne. Všeč mi je brati knjige, vedeti več, še posebej vedeti več o moji varnosti, varnosti v hribih, o odločitvah, ke jih vzamem, ne, vsak dan v hribih. In to je bila ena izmed, to je
vsekakor eden izmed razlogov, zakaj sem hotela postati vodnica, zakaj hočem postati vodnica. In potem pa, ja, zdaj z Atijom delava kar veliko skupaj, jaz ga najamem za luks. In on včasih me povabi, če je s klienti, in se pol učim ali pa pač pomagam. In nekako se mi zdi precej naravna pot. Z vsem, kar delam in z izkušnjami, ki jih že imam, je kot še en dodaten step up, a ne. Pa tudi ne mudi se mi. Če pride v naslednjih parih letih, super, če pride čez 10 let, super. Dlje časa, ko bo trajalo, boljša bom. Se pravi, se ne mudi, to, mislim, mi bo itak stalo veliko časa in denarja, tako da treba počasi iti. Mi je pa všeč, no, se učiti in itak zelo zanimiva tema. Z vsem pripravam, ki jih moraš narediti, da postaneš vodnik. In se mi zdi, da je nekaj, kar pride meni precej na lahek način. Tudi to, no, da delo za klienti, delo v situacijah, ki niso najboljše, pa take stvari. Super. Se mi zdi, da imam glavo za to, ampak bomo videli, kako gre. Sploh ne dvomim. Zdajle si eno obdobje v Sloveniji, ne? Pol pa te poti spet peljejo na južno poloblo, pa nazaj na sever. Skratka, si zelo razpršena, sploh pa med tem trikotnikom, ne? Slovenija, Argentina, pač Mengeš, Bariloche, Squamish. To so tvoje 3 postojanke. Ja. Kakšne imaš plane za doma? Zdaj doma, ta slovenski doma. Ker doma si, kje si zares doma? Ja, mislim, a v Sloveniji. Ali pa, ne, kako se ti Kje počutiš? se počutim Zdaj doma? verjetno najbolj v Kanadi, ne? Ampak V bistvu v Argentini. v Argentini. Ja, v Bariločah se počutim najbolj doma. Čeprav vedno bolj tudi tukaj. 10 let nazaj, če bi me vprašal, ne bi rekla, da se v Sloveniji počutim doma. Ja. Zdaj pa že nekako bolj. Pa ne vem zakaj. A pol je Kanada šele na 3. mestu. Po moje. Kanada je bolj poslovno. Ja. Zdaj na tej točki pristala. Ampak je pa vse precej dinamično, ne. Itak nimam nobene pogodbe nikjer, življenjske. Lahko se sama odločam, kje bom, kaj bom delala. To je v bistvu tisti luksuz, ne. Je zame svoboda. Ampak kot sva govorila, pač ta svoboda pride z tem, da imaš denar, da plačuješ za to in strukturo, ki podpira tvojo svobodo. Plani pa zdaj, ja, Italija, itak Montebrento, Švica. Največji razlog, zakaj sem zdaj tukaj, je pač da lahko skačem, take malo večje hribe. Potem pa avgusta v Patagonijo, septembra tudi v Patagonijo, imamo odpravo s puncami. Hočemo smučati ene nove hribe, ke še niso bili presmučani, bomo videli, kako gre. Vse odvisno od vremena. Ja, pa v Kanado, zdaj čez 2 tedna izvem, a sem v programu za vodnika ali ne. Eto, fingers crossed, ne? Držimo pesti. Tako je. Ja, potem pa spet v Patagonijo decembra. Super. Ja. Ja, Alenka, želim ti seveda vse najboljše, sploh ne dvomim, da ti kaj ne bi uspelo. Pač paziti moraš nase, seveda, ne. Pa zdrava ostati. Pa kaj naj ti rečem, veliko dobrega snega, dobrih grifov, čim manj vetra pri skokih. Hvala. Pa sicer vse najboljše in res hvala, da si vzela čas, da si prišla še nas obiskat, pa delila tele inspiracijske zgodbe. Mislim, da sploh mlajše punce, dekleta, si lahko marsikateri vzor v tem, da morajo slediti sebi, pa biti odločne in hkrati pametne in prizemljene. Tako da še enkrat hvala.
Vse dobro. Ja, hvala, res. Je velika čast biti tukaj, v tem studiu. Pa boš prišla čez nekaj let spet, a ne? Bom. Še z več zgodbami, tako da hvala in vse lepo.